No, ne bomo kaj veliko bluzali, šli bomo kar takoj s 5 trikom, ki se zdijo meni najbolj posebni na Samsung Galaxy S22 Ultra ter eni funkciji fotoaparata, skritega v tem računalniku, ki mu rečemo pametni telefon, ki je vsako leto ful boljša. Tako da, pojmo. Še nedolg nazaj je za portretno fotografijo veljalo, da si rabi en tak zelo dober pa drag objektiv. In tudi še nedolg nazaj je veljalo, da je bilo treba pri pametnih telefonih, kadar ste slikali portrete, vključiti portreten način. Od leta 2022, torej od Samsunga Galaxy S22 Ultra, to ni več potreben. Namreč prav vsaka fotka, na kateri je obraz, lahko postane portretna fotografija. Z enim takim simple kamera trikom. Ok, in kako to narediš? Najprej narediš fotko, na kateri je obraz, oziroma zbereš eno iz svoje galerije, oziroma albuma, jo odpreš in spodaj desno v kotu klikneš na 3 pikice, izbereš portretni učinek in ta učinek potem prilagodiš, da zadeva izgleda čim bolj realno. Sam predlagam, da izbiraš nekje srednjo vrednost. No, in ta trik je živ dokaz, kaj je sposoben Samsung S22 Ultra, kako je njegova procesorska moč sposobna iz običajne fotografije narediti tako lepo umetniško portretno fotko. Ok, v moji knjigi je eden najbolj norih foto-video trikov na novem Samsung Galaxy S22 Ultra je samodejno sledenje objektu, torej pač osebi, ki omogoča, da sami brez pomoči asistenta posnamete zanimiv video, kjer boste vedno v centru dogajanja. Kaj je treba narediti? Ja, vključiš aplikacijo kamera, izbereš video, izbereš opcijo samodejno sledenje in potem, ja, skočiš pred fotoaparat, ne, in upaš, da te lovi tako, kakor je treba. Trik je ful preprost, sam telefon snema v ful visoki resoluciji, output je 1080p, kar pomeni nekoliko slabša resolucija, je pa sposoben za to v bistvu približevati pa oddaljevati objekt. Je meni to eden najbolj hudih ali pa eden res tistih ultra trikov, ki bojo ga pa cenili predvsem video ustvarjalci. Ja, valjda, takoj poslikam pa pošljem. Najbrž se tudi tebi že kdaj v lifeu zgodil, da so te klicali pa zahtevali, ne vem, tvoj sken dokumenta ali pa prometne ali pa kakega računa, ki si ga mogel poslati v računovodstvo. In jaz sem ful navdušen, da Samsung Galaxy S22 Ultra omogoča, da to zadevo narediš kar z njihovo osnovno aplikacijo, ki je v telefonu. Namreč ta je tako pametna, da zna ta dokument obrezati in prav pripraviti za pošiljanje. Pojmo pogledati. No, zadeva je zelo preprosta, takole približamo zadevo dokumentov, kliknemo, je na dokument, je, in, aha, ok, tu kar zadev shrani, in potem, če pogledamo, kaj smo dobili, ja, kako smo dobili lep dokument. No, vsi, ki večkrat trdimo, kakšen sebek bomo nad Samsungom Galaxy S22 Ultra popolnoma navdušeni. Saj ta telefon omogoča kar 3 načine, kako sprožiš kamero, oziroma kako telefonu na nek način ukažeš, da te fotografira. Poglejmo. No, prvi način je ekstra enostaven. Telefonu reče sam cheese in posname fotografijo. No, in način številka 2 je še ekstra bolj enostaven. Pokažeš mu sam dlan. No, in tretji način je z S-Penom, ki lahko takole nadaleč, valjda, pa če ga skrijete, ne, posnamete res luštno fotko. No, meni eden najljubših trikov Samsunga Galaxy S22 Ultra je odstranjevanje senci z obraza. Najbrž se je tudi že tebi zgodilo, da si šel na sprehod v gozd in ko si prišel dan, si gotovo, da so vse fotke bolj tako, ker si napol v soncu, senci stvari počel. Pojmo pogledati, kako izboljša fotografijo Samsung Galaxy S22 Ultra.
Evo, to je ena taka tipična fotografija, ki se je tudi že vam najbrž veliko v življenju zgodila, da ste imeli takole na tej polovici obraza sence, zberemo svinčnik za urejanje, zberemo tele 3 pikce, redirka predmetov in kliknemo izbriši sence. Zadeva se analizira in evola, senca zbrisana. Sem nor učinek. Ok, to je bilo 5 trikov. Dolžen sem vam pa še eno funkcijo in sicer nočni način. Zdaj, vsi, ki ste že probali kdaj fotografirati po noč, veste, da obstaja nočni način, ko je treba aparat držati, pa počakati par sekund in potem nastane ena taka čarovnija. Letos je to Samsung še izboljšal. To pomeni, da je skrajšal čas, ko vam je treba videti primer pa takole držati fotoaparat. In neverjeten je, kako se v zadnjih letih ta nočna fotografija izboljšuje. Zraven je par šotov, ki sem jih naredil s tem telefonom, da si boste naredili vtis, kaj zmore. Predlagam pa, da ko delate nočno fotografijo, uporabljate en tak stativ za pameten telefon. Fotke pa lahko prošite tudi z S-Penom. To pomeni, da se ne boste telefona dotaknili, bo fotka še bolj crisp. Jaz upam, da sem se kaj naučil, da je bilo kaj koristnega, da sem zadeve približno razumljivo razložil. Jaz ne znam stvari razumljivo razlagati. Ampak dobro, naročite se v vsakem primeru na ta kanal. Veliko vsebin bo takšnih in drugačnih, tako da